ne rad govori o svoji zasebnosti, ampak vseeno verjamem, da naj v nadaljevanju čaka en odličen, pa tudi oseben pogovor. Odličen glasbenik oziroma pevec, kitarist, glasbeni producent Žan Serčič, živijo. Eva, hvala lepa za to najavo. Živijo tudi tebi in vsem, ki to gledate, poslušate. Sem prav povedala, ne, da načeloma z javnostjo ne rad deliš hudo osebnih zadev, pa te moram takoj na začetku vprašati, a je to malo imidža? V smislu, a si zaradi tega potem bolj skrivnosten, če nam manj poveš? Ne, v resnici ne, ampak se mi ne zdi, kako bi to koristilo lahko meni osebno, predvsem iz tega razloga, ne meni karierno in Žanu Serčiču kot ideji, ne. In čisto iskreno, bil sem že v tej situaciji, pred leti sem mogoče izpostavil več stvari v dobri veri, seveda sem pač govoril odprto o tem in mogoče najbolj globokih stvareh, kot je razhod s punco takratno, in potem se je to, kotalilo po medijih eno leto in sem rekel, prav skrene potem konceptualno od tega, da jaz delam glasbo in kaj je novega, so to bolj zanimive novice in sem rekel, vem za naslednjič, da mogoče ne povem kar vsega v detajle. Ampak se ti ne zdi, da se pa zdaj morda dogaja podobno, samo da gre za ugibanja? Ja, sigurno. Ampak to, če gre za ugibanje, to bi v vsakem primeru šlo. Ne glede na to. V moji poziciji se mi zdi, ne. In boljše, da gre za ugibanja, kot pa to, da so mogoče konkretne osebe vpletene potem v to mojo kariero, ne, in stvar, ki je načeloma moja in sem jo gradil leta in leta in leta, in ker vsak, ki zdaj vstopi v moje življenje, je kar naenkrat podpisal pogodbo o prepoznavnosti. Pogodbo o prepoznavnosti, ne. Tako da tega si mogoče niti vsak ne želi, to je prva stvar, niti moja ožja družina si tega ne želi. In večkrat recimo, ko sem kdaj mamo izpostavil, sem jo vedno prej vprašal, ne, ali pa očeta, a ti je okej, da to povem, ti je okej, če se tam pojaviš v reviji recimo, ne. In jasno so pač postavljene meje, včasih mi reče mama ja, včasih reče ne, to pa ne bi, ne. In to spoštujem, ne. Bova se še vrnila k temu, greva pa takoj na začetku na novo zadnjo pesem Bela Lilija. Videla sem en posnetek, ko so na koncertu oboževalke in oboževalci že zelo lepo prepevali to pesem. Verjetno je to en poseben občutek, da v tako kratkem času občinstvo osvoji novo pesem, in zakaj je tako drugačno od drugih? Vidim, da si na tekočem, ker to se je zgodilo par dni nazaj in sem zelo, zelo vesel za to. Selnica ob Dravi je bil ta koncert. Prvi po tej izdaji pesmi, ne, in seveda smo vsi glasbeniki, tudi jaz po tolikih letih, še vedno malo na trnih, ko pridemo gor in da vidimo zdaj, a znajo ljudje to pesem, a jo poslušajo, in odzivi so bili res nori. Ni druge besede kot to, da je nor odziv, če vidiš, da z vsem srcem nekdo zapoje pesem, ki si jo napisal doma, in med tem utečejo solze, recimo, ne. Takrat veš, ta Bela Lilija je dosegla ta pomen, ki sem si ga želel izpostaviti, in ko sem pisal, sem imel to v mislih, da se ženska počuti res wow. Zdaj vem, kaj si mi želel povedati, in poslušam se in počutim se opolnomočeno, ne. In to je neka najlepša nagrada, ki jo itak lahko dobimo mi glasbeniki nazaj, in to se mi je že zdaj, bom rekel, na srečo zgodilo za par pesmi. In nikoli ne veš v bistvu, zato je vedno to ugibanje, ne. Napišeš pesem, daš celega sebe, včasih je bolj uspešno, včasih manj uspešno. Se ti kdaj zgodi ali pa velikokrat zgodi, da recimo, ko si napisal pesem, ne nujno izdal, da si potihem rekel, tale bi pa znala biti, mislim, a sploh razmišljaš o tem, ta bi pa lahko bila hit, ali pa ta pa bo hit, ko jo pišeš, ko jo ustvarjaš? Ja, iskreno lahko rečem, da sem že pomislil, ta bi pa lahko bila. In ampak, a veš, kako je? Velikokrat je preobrat. Zgodilo se je že in to, da sem rekel, ta bi pa lahko bila, pa ni bilo nič.
Ali pa sem si rekel, ta je še ena za naplato, na zadnjo mesto jo dam, ne. In je največji hit postala takrat na albumu, ne. To se je z Snežinki se je to zgodilo. Snežinki je zadnja pesem na albumu in sem jo v bistvu doma iz fore posnel. In na koncu je to kot en v bistvu evergreen že postaja zdaj vsako zimo v Sloveniji. In toliko ansamblov in toliko bendov v Sloveniji jo igra, da niti slučajno si nisem predstavljal, da se bo to zgodilo, ko sem jo napisal. Ne. Zdaj v videospotu za Belo Lilijo igra tudi zelo simpatična punca, svetlolaska je, in se mi zdi, da ste tudi v videospotu želeli prikazati vso to zgodbo, o kateri pravzaprav pesem govori. Pa tudi sicer bi zase lahko trdil, da te bolj privlačijo, če recimo rečem tak izraz, svetlolaske. A veš, da ne morem definirati, kaj me bolj privlači, zato ker sem vedno me je najbolj privlačila energija osebe in kasneje, ko sem jo spoznal, pač skozi pogovor bom rekel, da se jaz lahko zaljubim. Kakšna pa bi morala biti ta energija, recimo? Kaj je tisto, kar ti je pri puncah, bom rekla tako, da si jo zapomniš? A je to nekdo, a je to neka punca, ki je, bom rekla, glavna v družbi in se jo vsi, veš, tako, drži družbo gor, ali je to ena punca, ki je mogoče večkam bolj nekje v kotu, pa ima eno posebno energijo? In čisto iskreno ti povem, zdaj, ko sebe recimo analiziram, ne. Energija punce je ful odvisna od tega, v kakšni energiji sem jaz takrat. Se pravi, skozi leta sem se jaz tudi zelo spremenil. Sem načeloma zelo introvertiran človek po naravi. Zaradi vseh svojih mogoče nekih preprek, ki sem jih imel osebnostno, sem to lahko prestal in dal čez in seveda se ti potem energija spremeni. In če se tebi energija spremeni, privlačiš tudi drugačno energijo. In zelo veliko punc, mislim zelo veliko, saj sem imel v resnici nekako 3 resne zveze, ki so trajale po par let, so si precej različne energijsko. Ker si bil tudi ti v različnih obdobjih. Bil jaz v različnih obdobjih in je zelo težko definirati, kaj torej je ta energija, ki je meni privlačna, zato ker mi je v nekem obdobju bila privlačna energija. Verjetno mogoče vse punce, kaj imajo skupnega, je to, da me na nek način spominjajo na mojo mamo, energijsko, ne. In vse ostalo pa, ja, to, ko si rekla, a je to punca, ki je v ozadju, je to punca, ki je v ospredju, in z enimi in z drugimi imam izkušnje. Iskreno pa ne predstavljam si mogoče, da bi lahko dva dolgoročno tudi družino in vse to postavljala, če imata oba tendenco biti v ospredju. Oba partnerja, ne. To. Da se to majčkeno vseeno porazdeli, ne. Ja. Pa verjetno iz vseh takšnih intervjujev, pa tudi koncertov, snemanj in podobno, si mislim, da pa vseeno potem paše priti v miren dom. To pa sigurno, no, na splošno jaz imam rad svoj mir in že od nekdaj sem ga imel rad, zdaj pa sploh v zadnjih letih, ko je življenje postalo še malo bolj turbulentno in sem jaz tak človek, ki si baterije pač nafila doma in takrat, ko se umiri in ima svoj mir, je sigurno ta energija mogoče, ki je zdaj privlačna, je energija miline, ne. Prej si omenil, da si tudi zaradi preprek, ki si jih šel skozi, mogoče postal osebnostno nekoliko drugačen. Govoriva o teh preprekah glasbenih na tvojih začetkih ali v otroštvu? O čem, kaj si mislil? Sigurno to so osebnostne prepreke, ne, ki jih ima vsak človek sam in ki se iz takšnih in drugačnih izkušenj v otroštvu se pač zgradijo neki vzorci specifični in glede na navezanost, ki jo imaš s svojimi starši, se kasneje ta navezanost prikazuje tudi pri partnerjih, pri sodelavcih, pri prijateljih in če ti nimaš teh stvari, mogoče nisi se nikoli o njih pogovoril in jih nikoli razrešil, niti nikoli odprl, je to ena, rečemo mi na Štajerskem, rečemo knedl temu, ki ga imaš tu in ga nosiš, nekateri rečejo cmok v grlu, ne. In konstantno imaš eno to energijo v sebi in jo nosiš in te stiska, te omejuje
in ti preprečuje, da bi lahko zaživel v vsej svoji energiji, pa ne zdaj samo moški energiji, tudi v ženski energiji. Vsak človek, tako ženske kot moški, imamo oba pola in nekaterim zaradi teh preprek bolj pretirano en pol potem udarja ven. In šele, ko se z obema mogoče bolje spoznaš, lahko greš čez to. Tako da samo o osebnostnih preprekah sem govoril, ki so pa direkt povezane s kariernimi. Ja, ker se potem preslikajo. naprej. Omenil si prej mamo in podobnost, da jo morda iščeš. Z mamo imata, večkrat si to že povedal, en tak poseben odnos. Pa si se kdaj v kakršnem koli trenutku življenja morda ustrašil, da je prevelik, da ima preveliko težo tak odnos, da je prevelika navezanost, recimo? Ne, nikoli, zato ker recimo nikoli nisem si rekel, ti si mamin sinček, niti nikoli mama mene ni tako tretirala. Kvečemu obratno sem si mogoče v najstništvu mislil, zakaj mi ne pomagaš bolj, zakaj mi ne narediš, zakaj mi ne olajšaš stvari, ne? Ker sva živela sama, od mojega 12. leta naprej, in šele v bistvu kasneje, čez par let sem ugotovil, kakšna ženska moraš biti, da že vidiš par let naprej, da ne daješ potuhe, da ne daješ pomilovanja svojemu otroku, ker s tem veš, da ga izgradiš, ne? S tem veš, da mu pomagaš dojemati vse ostale stvari v življenju, tudi ko bo težke izkušnje, da bo se znal sam s tem soočiti, ne? In ta najina navezanost z mamo je skozi leta samo vedno bolj trdna postala. Pa si v tem obdobju vseeno kdaj, vem, da je mama zagotovo odigrala 2 vlogi, glede na to, da sta, ali pa vsaj trudila se odigrati 2 vlogi, glede na to, da sta živela sama, pa si vseeno pogrešal kdaj tisto pravo moško roko pri vzgoji? Nikoli nisem razmišljal o tem, a sem jo pogrešal ali ne, zato ker smo v bistvu živeli skupaj do, se pravi, 11. 12. leta mojega, in je tudi oče nekako dal neke smernice, tudi kasneje sem imel stik in še danes imam stik in dober odnos z mojim očetom, ne. Ampak takrat seveda se je ta stik omejil, ne, ko sta se starša ločila in sem jaz živel z mamo. In mogoče se to na nek način, pa vem kasneje, tudi kazalo, da nisem imel očeta prisotnega več toliko, ampak je mama odlično odigrala to vlogo. Res odlično, in predvsem to, ko si rekla prej, recimo en primer dam samo, da boš vedela, o čem govorim. V 1. letniku je mama bila zelo v skrbeh, kako bom zdaj se jaz znašel v Mariboru, da ne bom v kakšno družbo slabo zapadel, ker sem s tem že imel izkušnje v osnovni šoli. In je potem in me skozi opominjala, imaš nalogo, kdaj boš vprašan, kdaj imaš test, in si mi rekel, mama, se pravi 16 let sem imel takrat, mama, a se lahko zmeniva, da me več ne vprašaš, kakšne imam ocene, pa če imam nalogo narejeno ali ne. Na koncu leta ti bom samo spričevalo prinesel pokazati, da sem naredil letnik. In je rekla, težko je bilo, ne, ampak je rekla, okej. In je videla, da je to nek moj princip, ki sem ga jaz takrat potreboval, ne. Na nek način sem mogel tudi hitro odrasti, tudi pri 16 letih so se že zgodili talenti, mediji, kamere in vse to, vsa ta družinska situacija, ki sem jo jaz držal tukaj, ne. In ko to vse skupaj sešteješ, mi je bilo lažje, da nisem še podrobno gledal doma, ne. In na koncu, in od takrat naprej se je v bistvu začel najin odnos boljšati, da mi je dala ta space, dala mi je prostor za razvoj. Zdaj, omenil si osnovno šolo, pa potem srednjo. Kakšen je bil žanr recimo v osnovni šoli? Omenil si, da si šel že takrat zgodaj v bistvu čez dajva reči obdobje slabe družbe, ampak kakšna je to slaba družba v smislu, a ste to bili fantje, ki se je bilo treba malo pokazati, pa kakšne lumparije delati za to, da ste bili ali drugačne lumparije oziroma dokazovanja? In to in drugo, in mogoče tudi, ko tako pogledam nazaj, bi rekel, takrat se mi je zgodil tudi ta stilski preobrat, ne. Jaz sem bil čist uporniški. Takrat je bilo zelo moderno in popularno biti emo, ne. Jaz sem bil eden izmed. Aha, si bil emo. Eden izmed emotov, ne, se pravi, frizurica sem. Čez oči malo, ne? In skozi.
skozi glavca. Pa zelo introvertirani, ne? Zelo introvertirani, kar je itak meni sedlo na moj karakter, ki sem ga že imel. Pa občutljivi tudi? Občutljiv, sensibilen, vase zaprt in takrat sem dosti izoliral se od cele družbe in sošolcev in sem nekako bil jaz in moja kitara cele dneve. Po šoli jaz in moja kitara. In sem v bistvu vesel na nek način za to obdobje, ker sem zelo napredoval takrat v kitarskem znanju, sem pa izvisel na drugih, mogoče socialno, socialnih področjih, ne, takrat, ko so moji sošolci že kam šli se socializirali, da potem recimo leto ali pa 2 kasneje, tam ne vem, 7., 8. razred, sem potem spoznal neke starejše, bom rekel, otroke še vedno, ne, in sem postal njihova družba, ne. In mogoče tudi prehitro spoznal katere izmed stvari, ki so mi pa kasneje v srednji šoli več niso bile zato zanimive, ker sem jih že spoznal prej, ne. In sem rekel, to ni zame. Jaz sem pri 16 letih, se pravi, ni me zanimalo kaditi, ni me zanimalo pretirano piti med vikendi, kar je takrat najbolj zanimivo za nekega 16, 17, 18-letnika mogoče, ne. Sploh, ki se odseli v mesto veliko, ne? Tako. Nisem se odselil sicer, ampak vsak dan sem z avtobusom se vozil. Ampak to bi brez problema bi ostal kdaj po pouku ali pa rekel mami, danes imam pouk 3 ure dlje, kot bi ga imel, pa tega enkrat nisem naredil, ker nisem imel več te potrebe, niti želje, ne. Verjetno je pa k temu doprineslo to, tako sem že prej omenil, talenti in ta nek pritisk, ki sem ga čutil in odgovornost, moraš se zdaj zabavati več, zdaj vsi vejo, kdo si. Kaj bojo pa rekli? Kaj bo pa rekli, ne? Pri 16 letih stopiti v take čevlje ni bil mačji kašelj in to verjamem, da ni bilo enostavno. In vsakič, Žan, kadar se midva pogovarjava ali pa kadar poslušam kakšen drug tvoj intervju, sem, bom iskrena, očarana in zelo presenečena nad odgovori, ki jih podajaš, tudi na najbolj osebna vprašanja. In sem se večkrat, priznam ti, vprašala, kdo je ta stric ali teta v ozadju, ki ti pri tem pomaga in te usmerja? Govoriš usmerja pri neki osebni rasti? Ne, v smislu, ali si kadarkoli od 16. leta, kot si rekel, to je v bistvu faza pubertete in tako naprej, a ne? Ti je kdaj kdo v tvoji karieri do zdaj pomagal v smislu, da so te, bom rekla, usmerjali, kako z mediji komunicirati, na kakšen način se morda izogniti kakšnemu odgovoru, vprašanju, ali to izhaja dejansko iz tebe ven? Ne, to dejansko izhaja iz mene ven in iz tega, da sem, tako kot sem ti že rekel prej, večkrat mogoče kdaj sam kaj povedal in se pač učim iz lastnih napak. In mogoče, kaj pa vem, neke smernice sigurno so, ampak nikoli nisem upošteval teh smernic tako v glasbi, tako kot tudi v neki medijski personi, zato ker se mi zdi, da bi pol mogel do konca življenja fejkati eno persono, ki ni moja in bil pol spet bi bil v nekem krču in nekem stresu priti sem in zdaj, kaj pa lahko povem jaz, a to lahko, a to ne smem, a veš, to ne, mislim, iz tega vidika ne, sem mogoče vesel, da imam zdaj okrog sebe tako ekipo ljudi, management, PR in mogoče na poti sem srečal več glasbenikov slovenskih, ki so več let že uspešni in so mi dali kak napotek, ne. Kater napotek je tisti, ki se ga najprej spomniš, prišel iz strani Jana Plestenjaka? Tam jih je verjetno veliko, ne? Kup jih je, ja. Sigurno. Mislim, največ sem se naučil s tem, da sem bil zraven 1,5 leta. S tem, da sem bil na istem odru in na srečo imam to sposobnost, vidim čez leta, da ne rabiš mi nič povedati, pa samo opazujem in nekako potem to znam implementirati nase, ne. Se pravi, njegov stik s publiko, njegova odprtost in odprtosrčnost, ki jo ima na odru, je nekaj, k čemu sem tudi jaz stremel. In sigurno so to neke izkušnje, ki ti pomagajo pri tem, ne.
lahko bi jaz si želel to pokazati, pa nisem znal, ne? Ker nisem vedel, kako, s katerimi besedami in tako naprej. Ampak najboljši, verjetno, ali pa v bistvu predlog, ki sem ga dobil od Jana in največkrat sem ga slišal, je: delaj hitre komade. To je rekel on. To je rekel on. Delaj hitre komade, zato ker imava isti problem midva z Janom, da snemava oziroma sva toliko balad že napisala, ne, ker se nekako tako čustveno pač boljše izražava. Očitno, da napisati hiter komad nama je obema muka, ne. Morda ne rabimo pričakovati kdaj kakšen hud disko ritme in podobne zadeve? Ne vem, mogoče. Mislim, odvisno, kam me zanese, ne. Ker tudi Jana je vmes kdaj že zaneslo tudi v kakšne takšne. Se ima kupenih hitov, ki so hitrejši, ne, in tudi vidim, kaj se to zgodi, kaj delajo te pesmi na terenu, ne, mi rečemo, na koncertih vzbudijo eno super vzdušje, ljudje plešejo, ne, in tudi to je nekaj, kar k čemu mogoče glasbenik strmi, ne, zdaj, da imamo 2 uri koncert in so to same balade, bi ljudje želijo, daj nam nekaj malo, ne. Da saj mečkano pomigajo, ne. Ja. Ampak vendarle se pa Žan Serčič, ideja in Žan doma za 4 stenami verjetno zelo razlikujeta. Sigurno. Katere so tiste, bom rekla, najbolj izrazite razlike? Mogoče, da bo lažje za razumeti tudi, kar sem jaz mogel ugotoviti pri sebi, ne, je to, da ta Žan, ki je doma, ne more biti isti Žan na odru, zaradi tega, ker jaz sem videl, kaj je moja publika, videl sem tudi, kaj mogoče si moja publika od mene želi, in jaz sem ta lik ali pa to idejo, mogoče boljš, kaj jaz rečem, se mi zdi mogoče bolj primerna beseda, zato ker vsi imajo neko idejo o tem, kdo je Žan Serčič, ne. In 2 leti nazaj je mogoče to še bolj izrazito postajalo in to je ta zapeljiv fant, ki ima mogoče malo pridih latina in malo pridih tega, te patnje melodike Mediterana, Balkana. In ljudem moraš dati neko idejo in čim bolj specifičen biti pri tem, kaj je ta ideja, da si oni lažje predstavljajo in to primejo. In potem to ne pomeni, da ti fejkaš to idejo. Jaz se 100% poistovetim s to idejo, ampak jaz nisem doma tak, da prijem pa takoj zapeljujem zdaj še vse ostale družinske člane. Mislim, to bi bilo naporno in zame in za vse ostale, ne. Ravno to sem te želela v bistvu vprašati v nadaljevanju, a ne, da vemo, da imaš, bom rekla, imidž, tako kot si rekel, zapeljivca, oziroma da ni težko ti poklanjati kakšen kompliment, ne glede na to, kam prideš, a ne, govorim seveda o ideji Žana Serčiča, a ne. Ampak to tudi drugače. No, to me je zanimalo. Tudi sicer si tako odprt za te zadeve, ali ne toliko? Sem. Mislim, zelo, zelo rad pohvalim in tudi vidim, kako ljudje danes v bistvu težko sprejemajo komplimente oziroma so začudeni, če jim daš komplimente, ne. Sploh mogoče, ali pa vsaj si tako predstavljam, mene gledajo kot nekoga, ki je že nekaj dosegel, nekaj naredil in zdaj, da jaz pohvalim, se mi zdi, zakaj pa ti hvališ? Če se mi pa zdi dobro. Saj se mi ne zdi vse dobro, ampak tisto, kaj se mi ne zdi dobro, ne povem na glas, če me nekdo ne vpraša. Samo, če me vprašaš, ti bom povedal svoje iskreno, bom probal biti čim bolj vljuden in prijazen, ne, s čim sem včasih imel težave, ne, da nisem bil tak in sem se skozi leta naučil. Sploh v tistih morda najbolj glasbeno-producentskih letih, a ne, lahko rečeva, da takrat je marsikdo tudi rekel ali pa si mislil, tale Žan je pa malo prepotenten, ne, malo to je še zrastel. Zdaj rečejo. A ja, še vedno? To še zdaj rečejo. No, ampak se mi zdi, da morda si zdaj vseeno majčkeno bolj lahko dokazal svojo pristnost, pa bom rekla ljudskost, kot v tistih letih. Verjetno tudi zaradi tega, ker biti med ljudmi ali pa v studiu in delati za druge, to je bistvena razlika, ne? Sigurno, ampak jaz sem bil, se mi zdi, zmeraj ta ljudski človek, zato ker že glede na to, kje sem odraščal. To je prvo. Odraščal sem v enem malem kraju in najlepšem mestu na svetu, zavedno, Lenart v Slovenskih Goricah. Odraščal sem v delavski družini, oba mama in oče sta delavca in sta mi dala vrednote, ki so pač takšne, ne.
nič ne narobe z drugimi, ampak to so moje vrednote in jaz sem zmeraj bil ljudski, ampak kaj sem pa tudi zmeraj bil, ne, siguren vase in v svoj uspeh. In tudi samozavesten pri tem, v čem sem dober. In to se mi zdi, še vedno sem enako, ampak zdaj, ko imam več stvari za pokazati, se mi zdi, da je to ljudem bolj smiselno, zakaj sem tak. Včasih mi pa ni bilo, glej ga prepotentneža, kaj si pa ti naredil, kaj si pa ti dosegel, ne. Pa bi to lahko midva dala pod skupno besedo fovšarija, mogoče zavist? Imel sem glih en super intervju pred kratkim, pa mi je novinarka sama rekla, za en malo bolj resen medij, je rekla, da je gledala en podcast in da je čutila, kako se Slovenc v njej prebuja. Ko me je gledala in rekla, kaj si ta Žan, 20 nekaj let je star, zakaj je on tak samozavesten? Malo mi gre na živce. In potem si je rekla, čak, zakaj mi zdaj gre ta človek na živce? Se trudil, se je to dosegel sam z svojim delom in samozavestni in ve, o čem govori. Mogoče pa je to moj problem, ne njegov problem, ne. Pa se tudi nekako pravijo, vedno sta dva pola ali pa navadno sta dva pola. En je tisti, ki pač je, bom rekla, navdušen in mogoče celo v narekovajih mečkano nori za tabo in glasbo in tako naprej. Seveda obstajajo pa potem tudi ljudje in hvala Bogu, da imamo različne okuse. Hvala Bogu in to je to, vsi, ki so tudi recimo mlajšim glasbenikom od mene, tako rečem, mislim, moj nasvet je, ko mi rečejo, da so kak slab komentar dobili ali pa kaj ne. Čim prej se sprijazni s tem, da za ene boš najboljši glasbenik, za ene boš nekdo, ki ne zna nič. Jaz še vedno dobim komentar, pa vse ta ne zna peti. Vse ta ne zna igrati, kaj pa ta zna, ne. Pa te to še kdaj zaboli? Ne. Ne več? Ne. Te sploh je kdaj? Takšni komentarji ne, da ne znam, zato ker sem, tako kot sem rekel, bil prepričan v to, da znam. Ker se meni zdelo v okolju, v katerem sem bil, nikoli se nisem zdel sam sebi najboljši, še vedno se ne zdim, pa tudi mislim, da do konca življenja bom delal na tem, da bom še boljši. Ampak recimo, komentar, ki me je prizadel, ko sem bil 16 let star in nisem razumel, zakaj bi to napisal, ne. Ko sem prebral na enem forumu, to se zgodi, ko imajo doma preveč denarja, pa lahko že vsak zapoje v studiu pesem. A veš, to recimo je takrat v meni zgodilo. Pa kako si se spopadel takrat s takšnim komentarjem? Glede na to, da si zdaj povedal, ne, da sta oba starša delavca in tako naprej, verjetno bi kaj najraj kar ven skočil in zakričil svetu, ni tako, lažje. Ja, ali bi se pa kregal tam po teh forumih pol z njimi, ne, in pol sem si rekel, pa daj. Brez veze, ne, seveda sem to povedal doma, ne, glej. In da sem pač svoje čustva sem izrazil, da sem zelo prizadet in pol nekako in mama in tudi vsi ostali so rekli, glej, to so pač ljudje, ki in to se pač nikoli ne bo končalo, da ne bom zdaj govoril o teh ljudeh in kaj si jaz mislim, da pač oni razmišljajo. Zdaj pa greva k bolj lahkotnim temam, prav? Ja, zdaj sva že večkrat zajadrala k Žanu med 4 stenami. Kakšne stvari te lahko recimo v domačem okolju najbolj znervirajo? A si zelo pedanten pri pospravljanju? Ma niti ne. Ne, niti ne. Rad imam pospravljeno, to sigurno, in rad živim v nekem urejenem okolju. Po drugi strani recimo imam momente, ko recimo ustvarjam komad in grem v studio pospravljen in čez 6 ur, ko je komad posnet in vmes sem zamenjal 5 kitar in potegnil 6 kablov, je pač ta studio razsturjen. In jaz sem, pač prijem nazaj, pa ga bom pospravil in me ne moti, ne. Zato, ker vem, kateremu namenu je to služilo. Ampak, ja, mogoče ta mir, no, to je nekaj, kar imam najraje doma in ne maram direndaja. Prevelikega, sploh recimo, če grem v Lenart, se ful rad spočijem. Ob domači goveji juhi. Ja, vidiš, spet si na tekočem, ne. Sem dal 2 dni nazaj, v nedeljo sem bil v Lenartu po slabih 2 mesecih in sem domačo govejo juho od mame Lidije jedel, to je pač
Najboljša stvar. In najboljša je njena, verjetno, ne? Najboljša je njena, saj veš. Tako kot je od tvoje mame. Absolutno. Vem, da daš veliko tudi na svoj videz, na svojo podobo, ampak spet se mi pa ne zdiš človek, ki bi imel polno kopalnico kakšnih pripomočkov, kozmetičnih in podobno, ali pač? Ja, meni je to zanimivo, da me ljudje smatrajo, da jaz dam dosti na svojo podobo. Ne. Veš, zakaj ti lahko odgovorim na to? Lahko. Zato, ker se mi zdi, da sploh na koncertih, recimo, ravno zdaj se bom spet vrnila nazaj, si imel take bleščeče hlače, a ne? In to morda je eno sporočilo nam, ki to vidimo, to niso navadne črne v redu, ampak tele z bleščicam. To je imidž. Tako. Ne. To je imidž in to je nekaj, kar je meni pomembno. Ne. Zato, ker to spada v profesionalni del moje kariere. Ne. Tako kot je imidž to, kako bo zvenela skladba in tako kot zveni skladba, tako mora tudi izgledati cel paket na odru in zraven tega spadam jaz, kako sem oblečen. Ne. In imam super dizajnerko, ki za to skrbi, sam se ne ukvarjam s tem, jaz si zaupam in to je to, ampak mogoče kot videz, takšen misliš, zunanji videz in mogoče ta fit, ja, telo in to. To vem, da daš na to. Ne? To je mogoče, jaz bi rekel, vse to je posledica tega, da sem jaz ok tu in tu. In meni je bilo vedno, sem vse to počel zato, da sem odpiral takšne in drugačne ventile, ki so mentalni in so psihični. In potem jaz verjamem to, da človek tudi navzven potem izgleda dobro. Če ima v sebi mir, če skrbi za svojo mentalno higieno. Ne? Ker se spomnim dni, ko sem treniral dosti več kot zdaj in dal dosti manj na svojo mentalno higieno in izgledal dosti slabše. Tak, mislim, tudi, ko pogledam neke stare fotografije svoje, neki podočnjaki, mlad fant, 7 let mlajši kot zdaj, ne, nisem izgledal tako dobro. A je fitness prostor, kamor se zatečeš, ko potrebuješ svoj mir? Fitness mi je itak postala že takšna rutina, ne, da je to 3-4krat na teden, ni vprašanja, ali grem ali ne grem. Ne. Ne, da se zatečem, ampak se mi zdi, da je to avtomatsko en ventil, ki se mi zdi, da recimo, če 3 dni, 4 dni ne grem, ker čutim neko čudno nabrano energijo, ki se potem tam sprosti. Pač. Pa treniraš s kakšnim osebnim trenerjem ali sam? Ne, to pa nikoli nisem. Ne, sam vedno. Ali pa, mislim, sem za trenerji treniral, ampak tako, da sva skupaj trenirala trening. Ja, tako. Zdaj, če sva prej govorila o stvareh, ki te lahko znervirajo, pa jih nisva prav veliko v resnici omenila, ne? Razen pa sva šla na tole pospravljanje. Pa bom raj drugače vprašala, ker očitno te ne znervira veliko stvari. Po mojem pa še sploh sam ne vem. Pa ne veš, ne? V bistvu to bi bilo bolj vprašati moje domače, kaj Žana znervira. Tako, bi oni znali bolj, bi mogoče kar strelili. Ne? Ja, verjetno tako, sploh mama. Kaj so pa potem tisti tvoji mali trenutki sreče? Pa če dava zdaj na stran glasbo in koncerte. Se veš, če ne bi dala na stran, bi ti rekel koncerti, ker je to res ta nek dopaminski, endorfinski raž, ki ga takrat doživim. To niso majhni trenutki sreče, to je res nekaj, kar se ti zgodi kemično tudi in si, wow, to je kot droga. Ne? Ampak majhni trenutki sreče, za kere sem se šele nekaj let nazaj začel zavedati, da so mi zelo pomembni, če ne celo najbolj pomembni. Bolj pomembni od kariere, ne? Ker včasih mi je bila v svojih rosnih 20-ih mi je bila kariera na prvem mestu. Ne? In sem vse ljudi, vse odnose, in družinske, in prijateljske, vse sem odrinil stran. Zato, da sem jaz lahko dosegel nek svoj cilj. In takrat sem se mi zdel, ja, se ne gre drugače, ja, tak, hočem biti boljši v tem. In potem sem se enega dneva tudi prekural in ugotovil, ok, kaj imam zdaj jaz v življenju zraven sebe. Še vedno vsi ti ljudje, ki sem jih odrivil stran, so prišli, pa me vprašal, Žana, si ok, Žana, rabiš kaj? In takrat sem dobil prav slabo vest in sem rekel, ok,
to so ljudje in to so momenti in to so ti trenutki sreče, ki jih imam z mojo družino in z mojimi bližnjimi, od katerih čutim, da me imajo radi in jaz imam njih, ki brez česa nič ostalega nima smisla. Nobena kariera, noben uspeh, noben izgled, nič od tega. Tako da trenutki preživeti z mojo družino, z mojo nečakinjo, z mojo sestro, z mojo mamo, očetom so mi ti majhni trenutki sreče. Sploh, ker jih je verjetno v času koncertov in vsega manj, ne? V resnici jih je manj, ampak se mi zdi zdaj, tudi čez leta, so vedno bolj kvalitetni. Takrat, ko smo skupaj, res preživimo čas in res sem tam in odklopim telefon in njime. Moraš velikrat peti? Ne. Mislim, bolj je širša družina, več je te potrebe in tendence, se razumeš, ne? Ja. V bistvu v mojem krogu, majhnem krogu družinskem, sem jaz Žan, ne. Veš, in tudi to je že samo po sebi je malo, nisem samo Žan Serčič, ne. Veš, ko te nekdo začne z imenom in priimkom klicati, je že, veš, da... Koliko je ura, Veš, koliko je ura, ne. Prej si omenil kemijo, ki se zgodi na koncertu oziroma na nastopu. Ravno Jan mi je nekoč rekel, Jan Plestenjak, tvoj glasbeni kolega, da je velikokrat se mu zgodilo, da je te kemije na odru in na koncertu res ogromno in da takrat vse glasbeniki nafilate na nek način, oziroma je to, tako kot si rekel, droga, brez katere mogoče si ne predstavljaš, da bi lahko, a ne? Potem pa po koncertu, recimo, ko prideš domov, pa to, ko ta kemija popusti, da pa lahko zelo hitro padeš v eno tako bolj prazno stanje. Kar je zanimivo, da ni to potem, da te drži še, ne vem, 2-3 dni. Zanimivo, da si to izpostavila, zato ker to je meni bilo vprašanje več let, ne, zakaj svetovno znani glasbeniki posegajo po raznih substancah, od katerih potem lahko tudi doživijo overdose in tako naprej, ne. Pogledal sem par intervjujev, prebral par knjig in videl, da pred koncerti nekaj, da jih apa, da lahko zdržijo koncert, po koncertu te nekaj tako gor drži, vsa ta kemija, vsa ta energija od ljudi usmerjena vate, da rabiš nekaj, da te pomiri in vzamejo nekaj, da jih pomiri in pol slej ko prej se toleranca toliko naredi v telesu, da je preveč enostavno za telo, ne. In ta praznina, ne, ki sem jo tudi jaz večkrat začutil, ko sem prišel po koncertu domov in ko sem prišel po, ne vem, medijskem dnevu domov, ne, naenkrat si v sobi 10 ljudi, vsi poznajo tebe, ti ne poznaš nobenega. Vsaj tako se ti zdi, ne, pa tebi se zdi, da te vsi tebe poznajo, ne, ker vse je vate usmerjeno. Takrat dobiš ful pozornosti in pol je en zanimiv pojav se zgodi, ne. Prideš domov in ti paše, da nimaš nobenega in vse ti gre v bistvu na živce, ne, nočeš sploh imeti stika več, ker si nekako prekurjen od tega socializiranja, po drugi strani pa si osamljen. In prebral sem par študij tudi, ne, kaj se zgodi na koncertu, prej sem omenil dopamin, to je ta nagrajevalni sistem človeški, ki ga doživimo, ko nekaj dobrega naredimo in potem se ti sprosti v možganih, endorfini se ti sprostijo in recimo drug dan po koncertu, ko je neka pretirana doza tega, ne, se zbudiš in se ti obratna substanca od endorfinov sprosti, kar povzroča bolečino, fizično bolečino. In tudi po koncertu, recimo nekem dolgem koncertu, sem jaz fizično bolj utrujen kot po bilo kakem 3-urnem treningu. Zato, ker je toliko stvari se zgodi, toliko imaš procesov tudi v glavi, da te spraznijo. Ne, in to ni samo, se pravi, Jan je govoril bolj o tej neki o čustvenem dojemanju človeka, ki je definitivno prisotno. Mogoče mi je bilo lažje to razumeti, tudi iz tega vidika, kaj se ti zgodi znanstveno, ne, v telesu, s hormoni in z enim počutjem, ki se ti sprosti v mišice, ki se ti sprosti v možgane in si potem drug dan malo slab, ne. Ali pa ko te vse spusti, ne. In to pomeni, da potem po takšnem večjem koncertu, recimo pred vrati so Križanke, to potem pomeni, da Žan naslednji dan prespi? Ne, v bistvu, kaj sem jaz opazil pri sebi,
zelo pomaga za ta balans, da si drug dan boljš, če ne ostaneš predolgo, če ne posegaš po alkoholnih pijačah, če jih ne zaužiješ pretirano dost, ker to samo še kopiči to vse skupaj in potem drug dan bolj je nakopičeno, bolj bo drug dan padlo, ne. In načeloma, kaj je meni glavna stvar, ko prijem iz koncerta, je to, da se umirim, ne. In meditacija je nekaj, kar je zdaj prisotno pri meni že, ne vem, 8-9 let konstantno. Trudim se vsakodnevno, vsakič po koncertu mi tudi ni in mi je všeč ta občutek, ki ga imam, kot da letim po zraku, ne. Ampak težko se je umiriti, no. In takrat je mogoče najbolj pomembno to, da se znaš umiriti. Drug dan po koncertu sem pa, ja, glih ta vikend sem imel koncert in sem si rekel, da bom šel dopoldan na trening. In sem se, priznam, mislim, da sem pol ob 6 zvečer komaj se lahko pobral skupaj, da sem šel na trening. In vmes jedel 2-krat, 3-krat, a veš, tudi toliko pokuriš na odru, da rabiš bencin, ne, nazaj. Zdaj veš, da se bom večkrat vrnila k tejle meditaciji, ne? Ne morem, da se ne bi. Meditiraš pred spanjem ali zjutraj? Pred spanjem. Pred spanjem vedno. Pa imaš to tako kot kakšne vodene meditacije ali si zdaj že toliko zverziran, da lahko to opraviš sam? Večkrat vodene, v bistvu je ena aplikacija Headspace, ki jo uporabljam že dosti leta. Kimaš, a jo poznaš? Poznam. A meditiraš tudi v tej aplikaciji? Zato sem se vrnila k tej meditaciji. Kako dolgo že? Jaz ne toliko dolgo, je zdaj ene zadnje 2 leti pa pol, no. Ko sem tudi z jogo mečkan bolj začela, ampak ja. Kako ti je všeč? Zelo. Je, ne, dobre. Headspace je dobra za vse, ki to poslušate, zato ker imaš pakete, ne, in lahko greš not, imaš level od 1 do 10. Ker na začetku ne zdržiš prav dolgo, oziroma na začetku se mi zdi, da če si že 2 minuti lahko res prisoten, da je veliko, ne. No, zdaj sem že rekla preveč 2 minuti. Pa še se bo zgodilo, recimo meni se je po par letih še zgodilo večkrat, da sem bil prav jezen, a se pa kako ti misli zbežijo, ne, in bolj se jeziš, ne, slabše, bolj uhaja, ne. Tako da zdaj bom rekel, da sem po teh letih znam dosti hitro paditi v to stanje, ne. Da začutim telo in takrat tudi dobiš marsikateri odgovor, ki ga čez dan ne dobiš, ne. Predvsem pa morda to zavedanje samega sebe, brez teh vsakodnevnih mask, ki jih pač nosimo, vsi ljudje, kaj šele, a ne, glasbeniki. Takrat se mi zdi, da se res najdeš na nek način, oziroma se res znaš poslušati, ne. Ja, in tudi se sprejemati, ne. Meditacija si marsikateri mogoče misli, ja, to je zato, da se umirim. To je zato, da se umirim in to, da sem pol okej. Ne, skozi meditacijo ti tudi lahko izveš, kaj v sebi, kaj ti ni všeč in kaj ti ne bo všeč in te bo še bolj. Včasih je mene strigiralo tako zelo, ko sem začenjal, da sem pol pisal pol ure, 1 uro, potem ko sem meditiral o sebi, ker sem neke odgovore dobil in sem bil, a to delaš ti, ne? A veš, in se prav primeš na eno stvar in spoznavaš sebe skozi ta proces. Ampak zakaj si začel sploh s meditacijo? Kaj je bil povod? Povod je bil to, da sem izgorel. Aha. Ja. Si takrat imel tudi kakšno psihološko pomoč? Nisem imel, oziroma ja, bom rekel, da sem jo imel, ampak to je bil moj dober prijatelj in zdaj že več kot 8 let sva prijatelja, Peter, ki je tudi moj tonski mojster, z njim sva ogromno glasbe skupaj naredila, midva sva razlike, mislim, da nekje 15 let, on je 15 let starejši od mene. On je šel tudi čez veliko težkih izkušenj v življenju in sem res spoštovanja vreden človek in vedno pripravljen pomagati. In takrat sva se spoznala ravno v takem obdobju, ko se je on sestavljal in jaz. In sva nekako oba zrasla skupaj, ne. In on je bil takrat mogoče tak, ki mi je lahko lažje tolmačil stvari, ki so se mi dogajale. Ker meni se to takrat zdelo čisto nenavadno in jaz sem tudi prišel do te točke, da sem haluciniral in tako naprej. Od nespanja, od konstantno biti v svoji glavi nezadovoljen sam s sabo in tako. To je bilo, kdaj si rekel? 21 sem bil star takrat. Aha. Ampak verjetno, mislim, takrat so že bile
kar precej oči javnosti uprte vate. Kako težko si pa to skrival? Ker takrat zagotovo nisi ravno hodil po svetu in razlagal, imam halucinacije. Ja, a veš, kako je bilo to? Ali je bil zgolj umik? Ne vem, koliko poznaš ta moj, se pravi, jaz sem pri 16 prišel na sceno, potem je bilo, nekaj se je dogajalo, 2 leti, gled, zdaj bo, pa me kar ni bilo. A veš, in pol me ni bilo z razlogom, zato ker sem se omaknil, čisto. Ker sem se pogledal v ogledalo in sem rekel, ta ideja tega Žana Serčiča, to sem zdaj jaz in temu zdaj moram jaz dohajati in to zdaj moram jaz predstavljati, bilo kam grem, ne bi več. Ta ideja ti ni bila všeč? Ta ideja mi ni všeč in rabim malo časa, da ugotovim, katera ideja mi pa bo všeč. In takrat sem se omaknil za leto, 2 in začel delati svoj prvi album, ki je bil samozaložniški, nisem imel nobenega, ki bi nad mano bdel in rekel, tako moraš, in to mi je zelo ustrezalo takrat, ne. Ampak ja, je pa to doprineslo k temu, takrat so se šele ta prave frustracije lahko pokazale, ne, ko sem jaz imel čisto svobodo nad tem, kaj počnem, ne. In pri vsakem ustvarjanju albuma, tudi še zdaj, pridejo tudi dvomi, pridejo neki, a to sploh dobro, ali ni dobro, ne, in fajn je, da imaš prave tudi ljudi okrog sebe, s katerimi ustvarjaš in verjameš v neko idejo, ki je dovolj močna, ne. Če imaš kakšen kdaj pomislek ali pa dvom, katerega glasbenega kolega, če sploh glasbenega kolega vprašaš za mnenje? Ni recepta, zato ker sem se naučil, da en glasbeni kolega bo rekel, wow, en bo pa rekel, ima to kar nekaj. Tako da res take razlike so, tudi v glasbenem svetu in tudi na splošno pač moraš toliko biti, včasih tudi se mi zdi pretenciozno siguren v neke svoje ideje, ne. Zato ker en dan greš spat z njimi in se ti zdijo najboljše ideje, drugo jutro se zbudiš, poslušaš in rečeš, to je res to slabo, ne. In pol vztrajaš. Pač vztrajaš in pripelješ to idejo do neke točke, da na koncu jo izdaš in vidiš, kaj se zgodi, ker vedno je glavno merilo publika. Oni povejo, a je ali ni. Križanke torej, pred vrati je ta koncert, vem, da je veliko energije za ta koncert že vložene in da bo tudi na koncertu jo veliko prisotne te energije. Je kakšen ritual, ki ga naredite Šakali, predno greste na tako velik koncert? Ja, pred vsakim koncertom imamo en svoj ritual v backstageu in to je, postavimo se v krog in to, kaj jaz tisti večer začutim, to povem fantom. In na koncu si damo roke in rečemo 1, 2, Šakali. In pol gremo na oder. Tako da imamo vsi tako eno moštvo, se mi zdi, kot da gremo na tekmo. In ti en tak motivacijski govor na začetku? Ja, odvisno od dni. Če ga rabimo, pol je res motivacijski, če ne pa samo, fantje, uživajte, imejte se dobro. Danes smo prišli predstaviti novo pesem, dajmo jim tudi 2 uri, najboljši 2 uri njihovega življenja. To je to. Žan, najlepša hvala, ker si se oglasil pri nas in srečno na koncertu v Križankah, se zelo veselim koncerta. Hvala, Eva, tudi zelo se veselim jaz tega koncerta. Veš, da si vabljena, mislim, da si mi celo rekel, da prideš. Pustiva zdaj to? Okej. No, veselim se, no. In hvala tebi za ta pogovor. Dober pogovor je bil. A je bil preveč oseben? Ne. Še se bomo pogovarjala kdaj. Si doziral to, kot si želel, ne? Tako, se veš. Hvala. Hvala.